Viva podcast za višjo kakovost življenja. Strokovnjaki vse glasneje opozarjajo na porast nekemičnih oziroma vedenjskih zasvojenosti. Videoigre, družbena omrežja, igre na srečo, pa tudi čisto vsakdanje dejavnosti, kot so prehranjevanje, delo, spolnost, nakupovanje in trgovanje s kriptovalutami, lahko hitro prerastejo odvisnost. Vsa vedenja, ki nudijo užitek, lahko vodijo v zasvojenost, meje pa so pogosto zabrisane, opozarja klinični psiholog Nejc Stanovnik z oddelka za zdravljenje nekemičnih odvisnosti v psihiatrični bolnišnici Idrija. Viva podcast! V dobrih 2 letih je v Idriji pomoč poiskalo 70 pacientov, največ mladih odraslih med 20 in 35 letom, od tega četrtina žensk. Približno polovica zaradi zasvojenosti z igrami na srečo, sledijo pa pornografija, nakupovanje, videoigre in socialna omrežja. S pornografijo so zasvojeni predvsem moški, z nakupovanjem pa ženske, pravi psiholog in opozarja, da je ključna izguba nadzora, do katere največkrat pride skoraj neopazno. To je na lastni koži izkusil tudi 30-letni Gregor, ki je zdaj končno na dobri poti iz začaranega kroga zasvojenosti. Jaz sem se prvič z igrami na srečo oziroma športnim stavim srečo v srednji šoli nekje, ko smo s kolegi malo za zabavo probali odigrati kak listek, ki se stavi glih tukaj, da bi bilo zanimiv. Pol, ko sem začel v službo hoditi, se mi je pa zdelo, da so se te vložki tudi povečevali. Ne vem pa točno, kdaj bi lahko rekel, da je to preraslo zasvojenost, ker se ne spomnim. No. Enostavno se ne spomnim, kdaj bi lahko rekel, da je to bilo, da bi rekel, da mi je to pač bilo tisto, da mi je dal neko vznemirjanje, da mi je zafilal dan. Ne, ta preskok se je po mojem naredil tako, da sploh vedel nisem, da je to pač problem ratu, ker nisem takrat gledal na to kot na zasvojenost. Ne. Zdaj, ko gledam za nazaj, bi lahko rekel, da je to vplivalo mogoče na delo še najmanj, ker tudi, ko sem delal, se mi zdi, da sem lahko malo to odklopil, ker mi je pač v službi nisem rabil, ki bi rekel, tistega adrenalin boosta, ko sem ga tudi dobil. Na odnose je ziher to vplivalo, ker pač na počutje, ker sem bil skozi pod stresom in pol je posledično tudi vplivalo to na odnos s komerkoli, pač z bližnjimi, s prijatelji, s starši, s partnerji. Na finance pa bi rekel, da še pa najbolj, no. In to je bil tudi tisti moj prelomen trenutek, po moje, ko sem videl, da ne morem več dolgo odplačevati in sem se začel malo zavedati, kak problem imam. Takrat so mi to drugi pomagali, da sem najdel to ustanovo, da sem najdel doktor Stanovnika, ko se prav s tem ukvarja. Pa sem se pol odločil, najprej sem šel na ambulantno k njemu na pregled, pa še za to hospitalno zdravljenje. Tudi svetoval, ker je pač bolj večji procent uspešnosti, ko pa če bi sam ambulantno se zdravil. Mogoče bi rekel, da se vsaj to, ker sem spoznal tudi pri drugih, pa pri sebi, da če se ti ukvarja z nekim športom, ti pol pride bližje, ker si misliš, da veš vse. In pol pač iščeš tisti nek dodatni zaslužek. Največji problem se mi pa zdi, da je to, ker dejansko kdaj dobiš. Če bi skozi zgubilo, ne vem, ali bi bilo tudi tako vznemirjenje tudi prisotno, ali najverjetneje bi bilo sam ziher v manjši razsežnosti. Teda po moje je to pol, ko vidiš tisti dobitek, tisti dodatni zaslužek, te kar še naprej vleče v to. In pol, ko enkrat zgubiš neko določeno vsoto denarja, začneš loviti tiste zgube, pol se to sam nalaga in se vrtiš v tistem nekem začaranem krogu. Mislim pa, da najbolj me je pa tudi to potegnilo noter, ko se mi zdi, ker sem še športom ukvarjal, da sem vedel, kaj se bo naredil, da sem vedel, kak bo rezultat in sem bil prepričan v sam sebe. Ampak vse je pa to igra na srečo, to ni nič od znanja. Ne? Vse, kar misliš, da veš v športu, gre pol mimo. Res je tako, v bistvu, kot je Gregor povedal, pogosto ljudje in tudi svojci oziroma tisti ljudje, ki so v bližini nekoga, ki postane zasvojen, težko prepoznavajo. No? Zaradi tega, ker je tak postopen prehod v zasvojenost iz neke, dajmo reči, lahko iz neke zabave ali pa iz neke prijetne aktivnosti, to postane problematično in tukaj se pol nekako
Seveda imamo za to diagnostične kriterije, da lahko opredelimo, kdaj je zdaj nekdo zasvojen, kdaj pa to čisto priložnostno uporablja. In tukaj je en od ključnih dejavnikov je ta, da oseba in okolica prepozna, da ni več kontrole. Se pravi, da je ta kontrola nad nekim vedenjem toliko pomanjkljiva, da kljub temu, da si človek ali pa osebe okrog njega tudi zadajo neke omejitve, se tega ne morejo držati, vedno prestopajo te meje in tukaj ta ključni dejavnik, se pravi v bistvu težava pri obvladovanju nekega vedenja v neki, dajmo reči temu, normalni meri, če lahko ta izraz uporabimo. In to je seveda se pol kaže tudi v tem, da prekomerno posegajo po določenem vedenju. Zdaj v primeru iger na srečo je to, da se vse v bistvu celo življenje ali pa vsak dan se začne vrteti vse okrog stav ali pa pač drugih oblik iger na srečo in posledično seveda trpijo druga področja življenja, kot so na primer odnosi, služba ali pa šolanje in podobne stvari. In pa kljub temu, da pol oseba sama prepozna, da ima s tem težave, poskuša se ustavljati, pa se ne zmore, ne? In vztraja v tem vedenju, kljub temu, da je že doživela neke negativne posledice, na katero jo ponavadi okolica opozarja, pa tudi sami ponavadi že prepoznavajo neke posledice, pa ne bojo to finančne ali pa tudi glede nekih prepirov v odnosih. In to so v bistvu te ključni kriteriji. Seveda imamo pa prav za igre na srečo imamo take še bolj podrobne kriterije, ker je to v bistvu najstarejša vedenjska zasvojenost. In tukaj se pa ponavadi zelo velikokrat so prisotne finance, se pravi oseba zapravlja vedno večje vsote denarja, se pravi ta toleranca glede vložka se poviša, vedno večji zneski so prisotni. Potem seveda oseba postane bolj razdražljiva zaradi vseh teh izgub ali pa vsega tega stresa, kar je tudi Gregor rekel, ki je bil povezan s stavami. In večkrat pol seveda poskušajo prenehati, ampak ne zmorejo. In pol se tudi zgodi seveda, da se pojavijo neprijetna čustva v smislu neke nemoči, krivde, tesnobe in je to še dodaten oteževalni dejavnik za spremembo. Gregor je prej tudi omenil lov na izgube, se pravi ta chasing losses je tudi značilen pri igrah na srečo, se pravi, ko oseba da nek vložek, pa lahko dobi, pa potem ponavadi zapravi ta denar, pa zapravi še dodaten denar, ki ga ni nameravala vložiti in pol se z naslednjimi stavami se v bistvu poskuša priti na pozitivno nulo. No? In se to kar nekako pol v nekem takem začaranem krogu vrti. In tukaj so pa pol seveda take večje posledice, ali pa, ki jih pa ponavadi osebe pol pripeljejo v zdravljenje. No. Je pa tako, da pri nam poleg iger na srečo, ki so pretežne v našem zdravljenju, no, večina ljudi išče pomoč zaradi iger na srečo, zaradi zasvojenosti z iger na srečo, ampak imamo pa tudi druge vedenjske zasvojenosti, ki so pa ponavadi vezane na digitalne naprave, to so pa predvsem pornografija, spletno nakupovanje, videoigre, pa socialna omrežja, no, so še prisotna. Kriptovalute, na primer, so zelo aktualne v zadnjem obdobju in vidimo, da pri nekaterih ljudeh, ki se lotijo kriptovalut, grejo zelo po principu iger na srečo. Se pravi, brez neke kontrole, nepremišljeni vložki, hitri neki vložki v nekaj in pol tudi posledično enake posledice kot pri igrah na srečo. No? Tako da tudi, se pravi, tudi neki to vrstno vedenje je lahko hitro zasvojljivo. No? Najprej smo v bistvu moja partnerka najdla sploh ta program, da smo šla dr. Stanovniku na ambulantni posvet. Je on mal predstavil, v bistvu, da ima več izkušenj oziroma da je boljše uspešno zdravljenje s hospitalnim zdravljenjem. Tako da smo se v bistvu skupaj odločila, da bi se to najbolj splačalo, zdaj, če ta ambulantno zdravljenje nima efekta, da to bi bilo tako brez veze. Tako da smo se pol na koncu odločili, da bom pač posebej probal to hospitalno zdravljenje in sem na koncu šel v to.
Največja težava oziroma to, kar je bilo mene najbolj tako je, ker to traja 10 tednov in si tam, mislim, brez svojcev si tam, brez prijateljev, brez bližnjih, ne veš, kam boš prišel. Vem, da tedi je bil ven prisoten strah, sram, jeza, vse. Vse te neki občutki, ko ne veš, v kaj boš prišel, ko boš prišel nekaj novega. In se mi zdi tudi, da je bil to največji izziv, se s tem spopadati, biti sam tam. In se mi zdi, da sem kar rabil 1-2 tedna, da sem se privadil na to, biti tam, spoznati tudi druge ljudi tam, videti, da nisem edini s to težavo, da se pol malo začneš odpreti, no, pa da v bistvu začneš malo bolj sodelovati tudi. Ker v bistvu, ne vem, sam greš težko čez to, no. Rabiš res neko pomoč. Se mi zdi, da predvsem to, da te en posluša, pa da te razume, no. Se mi zdi, da je to bilo najbolj pomembno v celotnem zdravljenju. Se mi zdi, da najbolj pomembna je bila tam prvo to, da je bil digitalni detoks, da nismo imeli nobenih elektronskih naprav, pa to, da imaš neko strukturo dneva, ne, ko ti tam strukturirajo dan in imaš res vse od bojenja do zajtrka, vse je lepo po uri določen, tako da se tudi zamotiš in s tem, da rečemo, nimaš nekega dostopa do digitalnih naprav, ko je pač danes je pač to zelo tak. Ti manjka, no, če nimaš tega, pa tudi tako, da se ne počutiš samega, no, da te vključijo v vse te delavnice, vse te psihoterapevtske skupine, ko smo imeli, tako poteka to. Vsak dan smo imeli psihoterapevtske skupine, pol smo imeli pa dan zafilan športnim aktivnostim, z družabnim igranjem, čisto različno od dneva, no. Je pa res tako, tam ti ni dolg čas, no. Ja, zdaj, tako kot je že Gregor rekel, no, se mi zdi, da pač ko oseba razvije zasvojenost, je v domačem okolju ta vzorec zelo težko prekiniti ali pa praktično nemogoče. Ne? In tukaj je bolnišnično zdravljenje lahko zelo dobrodošlo iz tega vidika, tudi da se oseba malo umakne iz domačega okolja, se ene stvari pogleda, kaj je funkcionalno bilo, kaj je bilo nefunkcionalno in se te nefunkcionalne vzorce poskuša spreminjati. In tukaj, tako, kad je bilo že omenjeno, v bistvu je zelo pomemben del je struktura. Na našem oddelku je ta struktura taka zelo, bi rekel tako, če bi videli oddelčni urnik, zelo zapolnen, vsaka aktivnost, vsaka dejavnost ima svoj smisel. Zelo pogosto vidimo pri naših pacientih, da imajo malo zamenjan dan za noč, se pravi porušeno to strukturo že, tako da je tukaj tudi, tako kot je Gregor omenil, že vstajanje zelo pomemben del dneva, ob določeni uri vstajanje in potem neka aktivacija z športnimi aktivnostmi. Je pa nekako hrbtenica našega programa so psihoterapevtske skupine in tukaj en del je, se pravi to, da so skupine, je zelo pomembno, da pacienti vidijo, da niso sami s temi problemi, da obstajajo tudi drugi ljudje, ki imajo take ali podobne težave, na drugi strani pa tudi na strani nas, da so v teh vsebinah, ki jih izpostavljajo, usmerjeni in da iščemo nekako bolj funkcionalne načine spopremanja mogoče z nekimi neprijetnimi čustvi ali pa z nekimi situacijami, no. Tako da nekako vsaka stvar ima svoj smisel v tej strukturi, ki jo imamo na oddelku, no. Mi smo se malo zgledovali po enih programih iz tujine, mogoče neka osnova je bila pa tudi naš dolgoletni alkohološki program, se pravi za zdravljenje odvisnosti od alkohola. In tukaj je tudi nekako zelo pomembna struktura, pomembne so, se pravi, iskanje tudi nekih takih bolj zdravih načinov preživljanja prostega časa, druženja in tako naprej. Tako da v bistvu to je bila neka taka osnova, no. Ker nekako želimo, se pravi, tudi mogoče najdeti neke vsebine, ki jih pacienti prej sploh niso poznali pri sebi, pa bi jim lahko zelo koristile naprej v življenju. Zdaj eni se bolj najdejo v športnih aktivnostih, eni bolj v kulturnih, v drugih ustvarjalnih aktivnostih, no.
Tako da imajo ta del potem tukaj omogočen. No. Mi smo seveda časovno omejeni. Do 10 tednov naš program hospitalni poteka. Zdaj v teh 10 tednih poskušamo seveda individualno pri vsakem pacientu posebej skupaj prepoznati, kaj so tisti mogoče šibke stvari pri njemu in kaj so tiste močna področja, in potem predvsem graditi na teh močnih področjih oziroma na podlagi teh močnih področij pol še te šibke stvari nekako ojačati. Zdaj nekdo ima mogoče več težav s socialnimi stiki, pa tukaj jačamo neke socialne veščine, nekdo ima težave z prepoznavanjem sploh svojih neprijetnih čustev in ustreznim izražanjem, nekdo ima težave z upoštevanjem nekih mej in tako naprej. Se pravi, probamo pri vsakmu individualno nekako prepoznavati, kaj so tiste področja, ki mu delajo največ težav, in na tem graditi. Seveda pa po zaključku zdravljenja nekako poskušamo ostati v stiku s pacienti. Tukaj nam zelo tako koristi ta posthospitalna ambulantna obravnava. Če pa to seveda ni možno, jih pa usmerjamo na druge oblike pomoči oziroma rehabilitacije v domačem okolju. No. V bistvu je od zdravljenja namenil, zdaj od zaključka zdravljenja šele dober mesec. Jaz sem v bistvu šel takoj nazaj v službo, se začel tudi nazaj s športom ukvarjati. Edino, kar je se mi zdi, da zdaj odkar ni več teh iger na srečo oziroma športnih stav prisotnih, da ni tistega konstantnega stresa prisotnega. Ne vem, kako naj to drugače rečem, ko pa da se lažje diha, no. Ni skozi onega straha prisotnega, a bo denar, kdaj ga je treba vrniti, a ga bom sploh lahko vrnil, kaj bo, če ga ne vrnem. Ni tega, da čakaš da si pod tem stresom, da sam čakaš tisti dobitek, da jaz sem si drugače zdaj, ne vem, mislim, druge stvari so mi prioriteta, tako bom rekel. Tiste, ko bi mi mogoče že prej mogle biti, pa sem jih imel, pa jih v bistvu zaradi te zasvojenosti nisem videl, kaj sploh imam. In to mi je tudi en tistih, ko imam, da se soočam s tem triggerji, so mi to, kaj vse sem že zapravil, kaj vse sem že stran vrgel s tem, ko sem pustil, da so športne stave predstavljale osrednji del mojega življenja, in se predvsem s tem spopadam, s takimi stvarmi. In mi tudi vem, da zdaj, ko sem se vrnil v športne aktivnosti, da mi ni problem tudi se športom ukvarjati, pa da bi me nekaj vlekli v to nazaj, ker jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu spoznal pri sebi, da kaj so mi športne stave vzele, pa kako življenje bi lahko imel brez tega, no. Da mi ni čisto nič manjkalo oziroma bi šlo skoraj še predobro. Podpora bližnjih je najbolj pomembna, ker brez tega ne bi šlo. Ne pred zdravljenjem, ne med zdravljenjem, pa ne po zdravljenju. Ker če nimaš ti neke podpore, pa v bistvu, ne vem, jaz bom tako rekel, meni se zdi, da če nimaš ti neke podpore, si pol sam proti vsem, vidiš, da se nima za kaj truditi, no. Tak je moj občutek, jaz sicer to ne vem, ker jaz sem imel skozi podporo, ampak se mi zdi, da je to zelo pomemben del zdravljenja. Podpora že pred tem bolnišničnim zdravljenjem, med pa po. Brez tega, po moje, bi zelo težko, sploh ne vem, če bi lahko se, kako bi rekel, temu ozdravil tega. Zdaj, mi velikokrat rečemo, da abstinenca ni cilj, ampak pogoj, da lahko sploh neke spremembe vnašamo. Zdaj, ko govorimo o športnih stavah, tukaj definitivno je pogoj. No? Če nekdo ne abstinira od športnih stav ali pa od iger na srečo, bo težko funkcionalno naprej živel, zaradi tega, ker je zaradi tega postal nefunkcionalen. Tako da tukaj ne pričakujemo neke, tako bi rekel, kontrole nad tem nikoli, tako da je tukaj abstinenca edina možna izbira. Tako da, ja, seveda, ob tem pa se ne vrtimo samo okrog tega, da nekdo abstinira, ampak tudi kako potem funkcionalno naprej živi. Svojci so pomemben del zdravljenja, zaradi tega je tudi nekako pogoj,
da se nekdo lahko vključi v zdravljenje, da tudi sodelujejo svojci, seveda po svojih zmožnostih. Zdaj nekateri pacienti imajo teh možnosti več, nekateri manj, ampak zaradi tega, ker so pogosto svojci lahko tudi vzdrževalni dejavnik zasvojenosti. In je tukaj zelo pomembno, se mi zdi, za svojce, da se tudi sami podučijo o zasvojenosti, in da tudi sami sodelujejo v zdravljenju, da vidijo, kaj so tudi tiste stvari, na katere morajo biti oni v prihodnje pozorni, a lahko v primeru, da se stvari zalomijo, hitreje se aktivirajo in opozorijo na določene stvari, ker seveda tudi mi opažamo zdaj v teh 2 letih, da pacienti, pri katerih so svojci redno, aktivno sodelovali, imajo tudi boljši izid zdravljenja, no. Zdaj seveda so tudi povratniki, tako kot pri vsaki zasvojenosti so povratniki, ampak zaenkrat so naše izkušnje kar dobre, no. Je pa na drugi strani tudi pomembno to povedati, no, da recidiv, se pravi ponovitev zasvojenosti, tudi ni katastrofična, in mi tudi velikokrat to našim pacientom povemo, da je zelo pomembno, da v tem primeru poiščejo pomoč, spet mogoče v podpori svojcev, ker smo imeli tudi že take primere in smo videli, da tudi so veliko hitreje pol tudi v drugem zdravljenju napredovali v primerjavi s prvim zdravljenjem. Pogosto naši pacienti rečejo, da so prostovoljno prišli, da so se sami odločili, in vedno je tako, da se mora na koncu pacient oziroma oseba se mora sama odločiti, da pride v zdravljenje, ker naš oddelek je odprt oddelek, nihče ni prisilno tukaj, vedno pa so nekako tisti pritiski strani svojcev, so tisti ključni, ki ponavadi pomagajo, da se oseba odloči, da bo prišel v zdravljenje oziroma da si bo poiskal pomoč. Ja, jaz bom tako rekel, da vsakemu svojcu, ko misli, da ima, ker seveda bo svojec mogoče prej opazil, ko pa bi si kdo sam priznal, da ima težavo, pa vsakemu, ko se vsaj zdi, da ima ali pa vidi na sebi, da je karkoli drugačnega v njegovem vsakdanu ali pa v njegovem obnašanju, da se naj čim prej odloči zato, ker na koncu je lahko prepozno. Vidiš, da nisi sam v tem, vidiš, da je več ljudi, ko imajo podobne težave, pa da se res da temu pomagati. No, ni to nekaj, kar bi bilo neozdravljivo, ali kaj temu rečem, nekaj, česar se ne bi mogel rešiti. Tako da ja, tisto, ko si misli, da ima težave, svojc, če misli kak svojc, da ima kjer njihov bližnji težave, ne to čim prej, no, preden je prepozen. Številke so zgovorne. Okoli 8 do 9 tisoč prebivalcev Slovenije že kaže znake zasvojenosti z družbenimi omrežji. Približno 100 tisoč jih ima visoko tveganje zanjo. Med mladimi od 15. do 19. leta pa je takih že skoraj 19% oziroma več kot 20 tisoč. Tudi igre na srečo, še posebej e-športne stave, so najbolj tvegane za mlade. Tudi o vedenjskih zasvojenostih moramo zato govoriti odkrito in jih prepoznati pravočasno, se strinjata naša sogovornika Gregor in klinični psiholog Nejc Stanovnik. Z njima sem se pogovarjala Mateja Jordan, za tehnično podporo pa je poskrbel Maj Štravs. Viva podcast za višjo kakovost življenja.